Biofilmi niso neka sluz ali umazanija, ki jo opazimo v kuhinji, so v bistvu skupki mikroorganizmov, ki med sabo sodelujejo in so oviti v biolepila in vse to jih naredi zelo odporne na stres, predvsem na antibiotike, pa dezinfekcijska sredstva in ostale stresorje. Biofilmi so vse povsod, povzročajo ogromne milijardne škode industriji, ker jih je težko odstraniti, tudi povzročajo različne infekcijske bolezni, pa vendar niso samo škodljivi, so tudi zelo koristni, saj nam odstranjujejo strupene snovi iz okolja, naredijo kompost, tudi naš imunski sistem utrdijo. Ja, v našem vsakdanjem življenju se vsak zagotovo sreča najmanj enkrat na dan z biofilmom. In sicer to je takrat, ko si umije oziroma si ne umije zob. Spravi, biofilmi so obloge na vaših zobeh. Biofilmi so tam, kjer čistite odtoke od umivalnika, razdrete odtok in če s prstom sežete noter, je ena taka lesnost, to je tudi biofilm. Na vaši hrani, ki stoji dlje časa, se na površini počasi, naprimer na juhi, lahko naredi ena takala plast, mi rečemo, da je juha pokvarjena, ampak v resnici je tam nastal spet biofilm. Zobna površina, ki jo mi vidimo, predstavlja sorazmerno majhen del celotne površine. In tukaj se da biofilm relativno enostavno tudi odstraniti. Vsak od nas tole počne dnevno. Težave nastopijo takrat, ko smo na tisti površini, ki jo ne vidimo in je zelo težko do nje dostopati. In v tem primeru lahko seveda mikroorganizmi in biofilmi povzročijo veliko škode. In v laboratoriju razvijamo metode, kjer uporabljamo laserski način, lasersko podprto odstranjevanje biofilmov, kjer z kratkimi laserskimi pulzi dodajamo dovolj energije, da lahko naredimo kavitacijske mehurčke, ki omogočajo odstranjevanje biofilmov tudi v tistih delih zobnega žepa, ki so slabo dostopni. Večina te škode, ki jo pripišemo biofilmom, je škoda, ki jo povzročajo biofilmi pri koroziji materialov. In je pač zdaj potrebno razvijati neke materiale ali pa pristope, ki bi zmanjšali to vrstno škodo, ki jo lahko povzročajo biofilmi. Nekatere mikroorganizme, ki proizvajajo biofilme, lahko zaužijemo in njihove produkte tudi spijemo. Namreč kefir in vodni kefir, oziroma kefirna in vodno-kefirna zrna, lahko smatramo za neko posebno obliko nepritrjenega biofilma. Ja, tukaj sem pripravil en vzorec vodnega kefirja, kjer vidimo tole tekočino, ki je že fermentirana, na dnu so pa vodno-kefirna zrna. Kot sem omenil, je to tudi neke oblike biofilma. Zavedati se moramo, da so bakterije, pravzaprav, ko živijo v obliki biofilmov, 1000-krat bolj odporne na antibiotike, kot če živijo vsaka posamezna. Vemo, da protimikrobni boj je za človeštvo izrednega pomena, kajti v zadnjih letih se število mikrobov, ki so odporni na obstoječe antibiotike, naglo zvišuje. In sicer hitreje, kot smo mi sposobni kot človeštvo producirati nove vrste antibiotikov. No, ko temu problemu pridamo še odpornost mikrobov v biofilmih, je seveda jasno, da če ne bomo teh problemov znali reševati, se nam obeta relativno črn scenarij. Naša raziskava se ukvarja specifično s tem, kakšna je strukturna oziroma fizična vloga biofilma pri odpornosti, pri tej povišanju odpornosti na antibiotike. Ukvarjamo se tudi z probiotiki in seveda razvijamo metode za odstranjevanje škodljivih biofilmov. Pri čebelah probiotiki še niso dobro poznani in mi smo nekako prvi, ki razvijamo točno specifičen probiotik, ki bi preprečeval okužbo čebeljih ličink, se pravi larv, z hudo gnilobo čebelje zalege. To je ena taka zelo huda bolezen, ki uniči celoten panj in je potrebno čebelnjak dobesedno zažgati. In proti temu ni zdravila, niti antibiotiki ne pomagajo. In mi smo nekako se res trudimo in smo tudi že našli veliko sevov, ki imajo zelo, zelo dobro protimikrobno aktivnost proti tej bakteriji, ki povzroča to bolezen.
Jaz si želim, da bi v prihodnosti probiotike mešali specifično na potrebe. Si želim, da bi živali dobivale probiotike namesto antibiotikov. Prav tako si to želim za človeka in upam, da bo v prihodnosti šla pot v to, da ljudem pomagamo na naraven način, ne pa z kemijo. Biofilmi bodo vedno z nami. Od njih se lahko zelo veliko naučimo, vendar če jih hočemo obvladovati, je pomembno, da razumemo temeljne principe njihovega obstoja, njihove mehanske lastnosti, njihove interakcije znotraj biofilma, kajti le tako bomo razvili boljše metode za obvladovanje biofilmov in seveda uporabili koristne biofilme za dobrobit človeka in okolja.